Ampak veliko ljudi dejansko noče videti nepravilnosti. In to je tisto, kar je še bolj srhljivo, kot to, da nekdo vpraša, kako naj se izbriše pore. Danes je z mano gostja, ki je v slovenskem prostoru sinonim za pristnost, znanje, lepo, a resnično pravo kožo. Tika Hribar, poznana tudi kot Tixi Beauty, je lepotna blogerka, ustvarjalka projekta Prava koža, soavtorica knjige o negi kože in ena redkih, ki si na Instagramu upa prikazati realnost brez filtrov in povedati svojo pristno mnenje o lepotnih izdelkih. Je ženska, ki je nekako si drznila pustiti svojo redno službo in stopiti na pot svoje sanjske službe, če lahko temu tako rečemo. Tika, dobrodošla. Hvala za vabilo. Lahko ga začneva? Deva kar štartati. Danes imamo tukaj eno ledeno mačo, pa me zanima, kaj se ti ponavadi naročiš, ko greš s prijateljicami na čvek? Kavo piješ? Večinoma kavo, ja. V preteklih letih sem tudi kdaj kakšen kozarec vina, zdaj pa vedno manj v bistvu. A se izogibaš alkoholu? Ne bom rekla, da se izogibam. Še vedno so priložnosti, kjer je pritiče, paše, dobro vino je res dobro vino. Bi pa rekla, da je veliko bolj usmerjeno v kakovost kot v količino. Včasih je bila količina veliko večja. Tako da zdaj sem bolj razmišljam o konzumaciji alkohola kot prej, ker pač po 40. se dogajajo spremembe in se zelo pozna razlika v tem, kaj ješ, kaj piješ. Tako da sem zato bolj pozorna na to. Ja. Jaz sem opazila pri tem ovupu, kako je v bistvu slabša regeneracija, ko piješ alkohol. In včasih se pa zaradi tega kar malo staviš. Mislim, da je bilo vse že prej. Sem začela bolj, da ni bilo recimo pri kosilu, da ni bilo tega brezveznega. Ne vem, kaj piti, pa bom spila deci vina. Ne, bom pila vodo. Že kar nekaj časa prej, ampak ravno z vupom. Pa ko sem videla, kako slabo vpliva na regeneracijo, sem bila pa zdaj bomo pa res samo še za posebne priložnosti, za res dobre buteljke vina. Takrat, ko je to res vredno nekega praznovanja, tako da, vup te prizemlji. Do mene je, zato sem se spomnila, da bo mogoče, nekaj na tem. Ok, dajva štartati z resnimi vprašanji. Lepotni blog in profil je bil najprej tvoj hobi, šele na to je postala služba. Danes pa v bistvu tvoja full-time kariera to, ne? V bistvu me zanima, kdaj si dojela, da delaš nekaj, kar spreminja življenja in se želiš temu čisto posvetiti, da bo to tvoja pač res tista redna služba, tako je zdaj. Dejansko točnega trenutka ne vem. Ko sem začela s tem, je v bistvu bilo moje stališče tako, da sej to ljudje vse že vejo. Jaz bom samo ena izmed mnogih, ampak bom to počela, ker me veseli, kolikor časa bo pač trajalo. Tako kot kakšne stvari se veš, lahko začnemo igrati tenis, pa potem vidimo čez 2 meseca, da to nas ne veseli več toliko. Ne? Sploh jaz sem tak človek, rada preizkušam nove stvari, pa tudi pač se jim odpovem, ko vidim, da ne vodi nikamor. Tako da tukaj je bila podobna zgodba. Pa sem pa začela predvsem zaradi teh povratnih informacij sledilk. Z zahvalami, z zelo čustvenimi zapisi in potem sem dejansko začutila tisto svoje poslanstvo in takrat to je to, ampak da bi povedala, kateri trenutek je to bilo, sploh ne, mogoče ni bilo to je bilo kar nekaj časa potem, ko sem začela. Koliko let bi si pa na primer predelala, preden si in pol pustila službo? 2018 sem začela. Torej, odpoved sem pa dala 2020 ali 2021. Mislim, da 2021. Torej, v bistvu 2-3 leta potem, ko si se. Vse to v bistvu pa kar hitro, ne? Zelo, se mi zdi, da v teh časih je tako hitro, da bi vse radi veliko hitreje. Sploh, ko govorimo recimo o delu na socialnih omrežjih, če vprašaš nekoga mlajšega, ki želi postati vplivnež, bi vse imel v enem mesecu. Na čemer smo mogoče delali 2-3 leta, bi imeli veliko hitreje. Seveda se tudi najbrž to da z nekimi strategijami. Se da, sam se mi zdi, da mogoče
jaz vedno rečem kakim mladim, da je treba biti potrpežljiv, da nič ni tisti uspeh, ki je čez noč, ni nikoli čez noč ponavadi. Mislim, so res izjemni primeri. No, tako da. In potem si ti v bistvu pustila službo po 3 letih in se podala na samostojno pot in to je dejansko zdaj tvoja služba. Kaj je dejansko zdaj tvoja služba, da nam povej? Primarno bi rekla, da je raziskovanje lepotnega trga, ponudbe na lepotnem trgu, ponujanje nekih pristnih ocen in pa tudi pomoč pri nekako učinkoviti negi kože, splošna pomoč, ker seveda koža je organ, ko svetujemo v tej smeri, je vedno treba imeti v misli, da je pač organ in da so potrebe individualne, tako da v osnovi podajam take bolj splošne napotke, ne individualizirane, ki ljudem potem, če sledijo vsebinam, se zelo dobro znajdejo v tem, da si sami uredijo nego kože, da je res optimalno. Ja. Pa bi rekla, da si se kdaj naveličala tega pojma lepote, ali pa te teme, in da bi si želela početi kaj čist drugega. Ja. Zdaj v teh letih, odkar mislim, si šla za sebe. Ja. Jaz mislim, da nihče, tudi vsak, ki dela svojo sanjsko službo, ni vedno vsak trenutek sanjska. Sploh, ko si na samostojni poti, tudi ti kot podjetnica veš, da je... So ups and downs. Ja, ups and downs in 24/7. Ja. Pač moraš se res zavestno odločiti, da boš odklopil, dela nikoli ne zmanjka, zna biti kar naporno in seveda pride do trenutkov, ko si misliš, ne da se mi več, bi šla recimo nazaj v službo, ampak se seveda po premisliku, to je absolutno individualno, ampak moraš se takrat samo malo spočiti, prespati in potem vidiš, da je vse v redu in greš naprej. Ampak ja, seveda, se zato tudi pri svojih vsebinah včasih nimam vedno lepotnih vsebin. Zelo rada urinem kakšne potovalne vsebine, modo. To je dejansko tisti, ponavadi, ko so take vsebine, lahko gledalci zaznajo, da pa zdaj rabim malo miru od lepotnih vsebin. In si potem sistem takrat, ker je to veliko lažje ustvarjati. Meni vsaj, no? Ker če objavim neka oblačila, bi rekla tudi prehrano, ampak prehrano rajš ne, ker to je vedno taka pereča tema, ampak recimo oblačila, potovanja, to so take vsebine za dušo, s katerimi se odpočijem od dela dejansko. Ja. In kako poteka tvoj nek poprečni delovni dan? Ponavadi po mojem si ljudje predstavljajo tako neko glamurozne dneve, ampak sploh ne, večino časa sem dejansko z računalnikom, berem raziskave, odgovarjam sledilcem na sporočila, pripravljam za nove vsebine, vsa birokracija, vse, kar pritiče v bistvu vodenja majhnega podjetja. Tako da običajno ostanem, spijem kavo, pripravim zajtrk, začnem delati, potem grem ponavadi na trening tam, ko lepo prebavim in nadaljujem z delom do popoldneva, potem pa popoldne še kakšna gospodinjska opravila, sprehod. Tako da zelo dolgočasno v bistvu. Ja, tako vsakič, ko me kdo vpraša, pa to je tako dolgočasno, da ne vem, če je vredno omembe, no. Pa imaš tako omejeno, da delaš 8 ur na dan ali si pač potegneš skozi, tako si reka, čez dan pa vmes kakšne druge stvari? Sem se nekako naučila prilagajati občutku, ker so dnevi, ko enostavno ne morem, nimam ne navdiha, ne želje, takrat ne delam. Oziroma delam kakšne lažje stvari, se bolj posvetim sebi, kuham, naredim meal prep, se pravi, vseeno si razporedim dela, nekako dela je ves čas enako, si ga pa različno potem razporejam in tako, da si lahko tudi vzamem dan, 2 ali celo 3 brez dela, zato da to so mogoče ravno tisti dnevi, ko imam vsega dovolj. In so dnevi, ko res pač vseeno moje delo je precej kreativno in moram veliko razmišljati zraven še. In rabim odklop, možgani se morajo odklopiti. Tako da včasih lahko delam po 12 ur in to lahko cel teden po 12 ur, potem pa v celem tednu delala 3 ure. Tako da se res prilagajam počutju, ker je dejansko, če jaz nisem razpoložena, ne mentalno, nisem spočita, da bi pripravila neko zanimivo vsebino, ta vsebina ne bo dobra,
tako, kot bi lahko bila. In potem vidim, da ni tega smisla, ta pravega. No. Pa si dolgo rabila, da si najdla ta balans, pa da se znaš poslušati? Ja. Aha, okay. 40 let. Še imamo časa, ne? Redo je. Ja, je proces, je learning curve, bi rekli. Se pravi, da se učiš skozi vzpone in padce. Tudi konec koncev skozi odnose z bližnjimi, ki te vidijo bolj objektivno kot sam sebe. Sam sebi lahko tudi se marsikaj izlažeš. Da si rečeš, ne, sem v redu, meni je v redu delati 10 ur, meni je v redu jesti enkrat na dan, ne? Pa ti bližnji povejo, to ne bo v redu. Tako da je proces učenja, še zdaj zapadem. Jaz tako se pošalim, čeprav pač v osnovi, če omenjamo neke resne bolezni, ni smešno, ampak imam manično-depresivne faze. Ne? V smislu, imam obdobja, ko sem zelo produktivna in lahko veliko delam in je logično, seveda, da tem obdobjem, ker se izčrpaš, sledi obdobje, ko ne moreš nič, ko si utrujen. In en dosežek zame je bil zdaj to, da niso te faze že več tako izrazite, da ni takih oscilacij. Se pravi, da je zdaj vseeno, 2 dni ali pa 3 dni sem zelo produktivna, pa potem si vzamem 2 dni, ko sem manj. Prej je bilo 3 mesece na polno in 4 mesece navzdol, ker vedno so tiste navzdol faze potem daljše. Tako da vsaj to in to, pri tem so mi bili v pomoč bližnji, ker sama se mi zdi včasih težko, ko greš iz sistema, se pravi redne službe na svoje, rabiš nekaj časa, da se naučiš, ker dela nikoli ne zmanjka, ti lahko delaš dejansko 24 ur na dan in seveda, če imaš srečo, ne? Ker lahko pač seveda greš na svoje, pa nimaš dela, ampak večina, ki se jih odloči za to pot, ki imajo nek talent, znanje, ki so delovni, imajo ta problem, da je ur vedno premalo in potem moraš se naučiti to balansirati. Ja. Zdaj pa bi se malo lotila tvojih projektov, pa če začnemo z projektom Prava koža. Me zanima, zakaj si se odločila začeti kazati nepravilnosti, glih v tem svetu, ko vsi se mi zdi, da želijo te nepravilnosti zakriti s filtri. Kaj je poanta tega projekta? Nekaj me je razjezilo. Se še prav spomnim, eni Facebook skupini je eno dekle, mlado, lušno, z zelo lepo kožo, spraševalo, kako naj si izbriše pore. In jaz sem bila, kaj boš ti brisala? To so pore, to rabiš, da koža funkcionira. Ne moš kar brez por biti. Ne. Mislim, koža je organ, ki potrebuje pore zato, da samo sebe ohranja zdravo. In ko sem to videla, ker nekako se mi zdi, se pravi, tudi ko sem začela s tem delom, jaz sem imela občutek, da ljudje vejo že vse, kar jaz vem. Nisem vedela, da obstaja, pa ne mislim s tem nič slabega, ampak sem videla, da pa mogoče res vem več kot ostali, kar je po drugi strani logično, ker sem veliko prebirala o tem več kot 20 let, oziroma dobro, zdaj bo 20 let. In potem sem videla, jaz moram ljudem povedati, da je to neumnost, da si hočejo zbrisati. Čisto iz tega, ker mi je bilo tako, jaz sama sabo nisem, mislim, mogoče ravno zato, ker vem, da so pore nekaj normalnega. Odraščala sem v generaciji s porami, kjer smo videli, ni bilo pritiska socialnih omrežij, sem videla, očitno tukaj nekaj zelo ne štima. In to je bilo čisto spontano, tu so moje pore. Jaz se cele dneve ukvarjam sama sabo in tu so moje pore. Pore so nekaj normalnega. Dajte še vi pokazati, če vam je, da pokažemo, da je to. Ampak to je bilo tako res, sem mislila, daj boste poslali. Sploh nisem razmišljala, vem, da sem bila na morju z možem, ker so začele te slike prihajati. Ker so tudi punce hotele pokazati ostalim ženskam, da so pore normalne. In potem je bilo to kar naenkrat 100 slik. In iz tega je potem nastalo. Ampak pri meni ni bilo nobeni točki v smislu, da nečesa ne bi želela pokazati ali da bi mi bilo nerodno, zato ker mogoče, ker sem pač tudi odraščala v drugačni dobi. Cool. Ja, ful fajni projekt, me se zdi, da več takih, še posebej smisel, da to mladi rabijo neko tako podporo. Ja, zdaj sem moram reči, bi morala jih spet oživeti. Malo so postali naporni. Drugače krasna akcija. Bolj je problem, da se mi zdi, da je naša družba, da
težko se včasih ukvarjati s kritikami na tako akcijo. Ne glede na to, mogoče se tudi tebi to zdi, kaj pa je tukaj za pokritizirati, ampak veliko ljudi dejansko noče videti nepravilnosti. In to je tisto, kar je še bolj srhljivo, kot to, da nekdo vpraša, kako naj si izbriše pore. In ker je to tako mentalno včasih kar naporno, sem zdaj recimo kar že nekaj časa imela pavzo z akcijami. Ampak sem pa naredila povzetek knjig, pa bom to še objavila, tako da imam to v planu, sploh zdaj pred poletjem, ki je Beach Body. In vidim, da vsaka strija, vsak madež dejansko povzroča ženskam, ali pa da ne oblečejo kratkih hlač, ali pa ne, celo recimo zaradi oblike stopal ne nosijo sandalov. Ampak ja, bi pa tudi mogoče rekla, ja, da je v današnjem času res problem, da je vsak užaljen za marsikaj. In tudi, ko vidi celulit, potem so komentarji, a zdaj bo pa kar celulit v modi, a zdaj je pa to kar lepo, a je zdaj to kar zdravo, a je to kar... To eskalira v neke take očitke, ki jih niti si ne moreš predstavljati, ker ti ne padejo na pamet. Ne. Tako da mogoče sem zaradi tega malo umaknila, ker je bilo preveč, ampak ni daleč od tega pa, da ta projekt ne živi več. Bom. Kaj pa knjiga? Napisala si, soavtorica si knjige o negi kože. Mislim, kako ste se danes sploh lotile projekta in a vam ni bilo strah gledati danes, vsi sem scrollamo, se mi zdi, ne? To je bilo tudi ena, jaz in Tajka se nisva med sabo to zmenili, nas je založba Vida naj jo je kontaktirala z idejo. Ker je knjiga že na splošno res tak težek projekt, bi težko mi dve sami, ker je pač naporno delo to, kar delava, ker ima obe zelo sorodno delo, da bi se lotili še knjige, tako da je bilo v bistvu strani založbe podana ta pobuda, pa tudi usmerjali so naju, kar je veliko lažje. Veš, ali moraš ti razmišljati celo strategijo narediti, ali pa ti nekdo pove, dej ta teden napiši to. In to je bilo popolno. Jaz sem eno poglavje na teden ali pa na 2 tedna, odvisno od težavnosti poglavja. Tako da to je šlo tako zlahka. Zdaj nismo se pa sploh ukvarjali s tem, kaj to pomeni, kaj to prinaša, ker smo mislili, v vsakem primeru takega priročnika pri nas ni. Tak priročnik je lahko dobro sidrišče za, če nekdo želi več informacij, pa rečemo, poglejte, vse je v knjigi. In pa tudi, ko bi rekla, čisto realno, kot neka osnova za neko kredibilnost. Kar se mi zdi pomembno. Sploh glede na to, da jaz nimam uradne, jaz imam veliko let neuradne strokovne izobrazbe, ampak nimam pa uradne, tako da se mi je to zdelo tudi smiselno z tega stališča, da pridobim neko strokovno kredibilnost kljub temu, da nimam ustrezne izobrazbe. Yeah. Cool. Zdaj se pa lotila malo lepotnih trendov. Zdaj na družabnih omrežjih je res veliko. Pa me zanima, či si zdaj nasedla kakmu lepotnemu triku in da ti je zdaj mogoče žal, da si ga sprobala, pa da si pa toliko naivna, da si ga sprobala. A je bilo kaj takega? Ne na socialnih omrežjih. Ko so prišla socialna omrežja, sem bila jaz že toliko starejša in da enostavno sem že malo vedela, kam pes taco moli. Sem nasedla na kak trik iz Pila ali pa iz ženskih revij v 90-ih, kar je zelo dolgo nazaj, ampak konkretno socialnih omrežij ne, ampak ne vem, na vse ene neumnosti, od tega, da odpadejo dlake, če si namažeš pivo, ne vem, sploh so bi toliko trapasti na sveti v teh revijah, da se sploh ne spomnim, pa tudi, ne vem, od sončenja s tem, da se namažeš s pivom ali olivnim olju, take res, jaz sem nasedla na take bedarije, ki nimajo zdaj za burek. Ampak iz tega smo se marsikaj naučili, pilingi s soljo, pa take grozote. Zdaj v sodobnejši dobi pa ne, seveda, ker sem že prišla opremljena s toliko več znanja. Verjamem pa, da si pa predstavljam, koliko mora biti to težko. Ne? Mi smo imeli tistih nekaj revij, ki so odpisali neumnosti, zdaj si pa dobesedno bombardiran z neumnostmi in zelo težko filtriraš, kaj je res in kaj ne. Zelo težko. Še jaz,
ko vidim jaz na svojem področju, že vem, kaj je buča. Ampak čim zaidem na področje fitnesa in prehrane, recimo, je pa že, nimam dovolj znanja, da bi znala razločiti, ali nekdo naklada, ne. Ja, kjer so prave informacije, o kom verjeti danes po mojem največji izziv, ne? Ja. Imaš pa tisto zdravo kmečko pamet, čim bolj uporabljati. Kaj pa SPF? Si velika zagovornica SPF-a, a ga res moramo vsak dan uporabljati? Ja, no, sej tudi vedno povem, zdaj bom povedala cel kontekst. Vsak dan gre bolj za stvar navade. Se pravi, da ukomponiramo, tako kot bi rekli, dajmo si samo umivati zobe vsak 3. dan, si jih verjetno bi šele vsak 7. Gre, se pravi, navada je železna srajca, tako da ni potrebno v vseh situacijah, če je zunaj tema, cel dan, dežuje, sredi zime smo, -5 stopinj, seveda ni neke potrebe po SPF-u. Dejstvo je sicer, da UVA sevanje je bolj prisotno kot UVB, tudi v takem vremenu, ampak realno neke prave potrebe ni. Tako da vsakodnevno gre za vzpostavljanje navade. Ker konec koncev je SPF, ne smemo gledati na to je zaščita, to je samo ena funkcija SPF-a. Sama krema z zaščitnim faktorjem vsebuje tudi vlažilne sestavine ugodne za kožo in namesto, da si zjutraj namažemo navadno kremo, če si namažemo SPF, pač je več muh na en mah. Tako da jaz bi rekla, seveda, da lahko delate triažo, pa na določene dneve ni treba nanesti, ampak jaz bi rekla, da zaradi vzpostavljanja navade ima to smisel. Koliko pogosto pa se naj bi nanašal? Tudi spet odvisno od situacije. V smislu za reaplikacije, misliš? Ja. Zdaj, če smo na plaži, če smo, na smučanju, na supu, na čolnu, je res smiselno na 2 do 4 ure. To je tudi odvisno od višine faktora, katero kremo uporabljamo, koliko smo v vodi. In se pravi, če smo na čolnu, je smiselno imeti tudi UPF oblačila. Se pravi, SPF krema je vedno dodatna zaščita v teh situacijah. Vedno imamo pač klobuk, očala, UPF oblačila po potrebi. Ampak v teh primerih je seveda smiselno se držati osnovne smernice 2 do 4 ure. Če smo res na plaži, boljše na 2 uri sploh, če imamo občutljivo kožo, hiperpigmentacije, anamnezo kožnega raka v družini in podobno. Če gremo zjutraj v pisarno in smo v pisarni 8 ur in se potem vračamo domov poleti, je smiselno, da potem, če gremo po soncu domov, se pravi, da smo izpostavljeni soncu na poti domov, je smiselno, da naredimo eno reaplikacijo vsaj. Po zimi ne. Okay. Tako zelo življenjsko, ne po pravilih. Pravila, vse vemo, pravila so vedno better safe than sorry, najbolj stroga možna. Mi pa se moramo narediti v življenju tako, da nam je znosno, pa uporabno, pa da nam je prijetno in da nismo živčni zaradi tega. Ker če bomo pod stresom zaradi reaplikacij, bomo naredili več škode kot koristi. Ja. Kako pa izgleda pa tvoja neka dnevna lepotna rutina? V bistvu zelo enostavna, odvedno sem bolj pristašica manje več oziroma enostavnosti, tako da v bistvu nič posebnega, zjutraj se ali osvežim z vodo ali umijem obraz s čistilnim gelom, namažem nek vlažilni serum, ponavadi za kakšno aktivno sestavino, recimo vitamin C, in čez nanesem SPF. Zvečer, včasih nanesem ličila, večinoma ne, še čez. Zvečer pa pač odstranim ličila z dvojnim čiščenjem, spet en serum, ponavadi kakšen retinoid in pa krema čez. Tako da zelo simpel, seveda jaz veliko testiram, rotiram in so potem različni izdelki, ampak če ne bi delala tega, kar delam, bi imela vsega skupaj 7 izdelkov, to je to. Ja, zelo simpel, ker ponavadi najbolje se obnese da poskrbimo za osnove in da je enostavno, tudi zato, da je vzdržno. Zdaj pa seveda, če nekdo zelo uživa v tem, da se pol ure paca v kopalnici, pa seveda to ima tudi svoje pluse. Se govorimo o nekem self-care, zenu, sprostitvi. Tako da jaz sem bolj človek, dajmo to. Rada imam lepo kožo, ni pa, da sem zelo rada dolgo v kopalnici. No? Aha, okej. Ja. Okay. Nekaj sem te še mislila vmes vprašati, pa sem pozabila. Zakaj dvofazno čiščenje? Zakaj bi imel dvofazno čiščenje? V bistvu se ni nujno.
To je tudi precej stvar preferenc. V osnovi je glavna prednost dvofaznega čiščenja to, da je nežno, a obenem zelo učinkovito. Ampak danes imamo tako izbiro čistilcev, zelo različnih, to se je v zadnjih 6-7 letih noro razvil trg, ker v bistvu to dvojno čiščenje oziroma dvofazno čiščenje je uvoženo iz Azije, se pravi K-Beauty, in temelji na tem, da z čistilcem z oljnimi komponentami bolje razgradimo mastne nečistoče, ki jih potem s čistilcem na vodni osnovi še vse dodatno speremo. Ampak od takrat je nastalo ogromno tudi hibridnih čistilcev, tako da zdaj, če greva v podrobnosti, lahko govoriva samo o tem. Ampak v osnovi, jaz ga imam rada, ker sem se ga navadila. V resnici pa mi lahko imamo tudi samo en čistilec, dobro emulzijo, nekako hibrid, ki bo vse opravil v enem koraku. Bistveno je samo, da je to nežno, pa da smo mi prepričani, da smo res vse dobro odstranili. Težko pa generaliziram, kdaj za koga, kateri čistilec, ker je ful odvisno od izdelka, kože, koliko ličil nosimo, ker nekdo, ker recimo, ne nosi ličil, si samo zjutraj nanese kremo. Ne rabi, ja. Ne rabi neki, ne. Pa si daj štela, koliko imaš različnih izdelkov doma, kozmetičnih? Zdaj sem pospravljala, se sem objavila, groza. Se veliko imam zaprtih. Težko, ne vem, iskreno jaz si nisem upala prešteti, ker jaz sem drugače, zdaj to se mi zdi tako čudno reči, sem minimalist. Vsaj bila sem, ne. Potem meni je zelo, tako kot mogoče marsikdo gleda to zbirko, se ponavadi ne kažem, ker postanem anksiozna, ko vidim vse to na kupu, ampak joj, blagor tebi, jaz to mene dela živčno. Zato, ker je, sploh tako, jaz zelo dolgo testiram stvari, ne, se veš. Ja, se vem. Ne gre to tako, ne moreš podati mnenja o nečem, kozmetika potrebuje čas, da deluje in ne moreš v 2 dneh nič ugotoviti, ne. In potem jaz pa dobivam izdelke, vsi ti izdelki me zanimajo, jaz itak ne sprejmem izdelkov, ki niso skladni z mojimi kriteriji kakovosti in jih ne sprejmem. Veliko je takih, ki so. Ogromno imamo zelo kakovostne kozmetike, že samo v Sloveniji, kar je na voljo, kaj šele na celem svetu. In jaz vzamem, ker rečem, super, to bom probala. In potem ugotovim, da enostavno ne gre. Da imam en obraz in da če testiram vsako stvar 6 tednov, koliko je to tednov na leto? In potem odpiram te predale in potem je včasih tudi težava, ker kaj že zapade rok, tudi če zaprt izdelek, ker enostavno ne gre. Zato sem jaz potem, ker bi rada bi preizkusila, rada bi ponudila oceno o tem, rada bi tudi konec koncev osebi naročniku ali potencialnemu naročniku, ki je to poslal, dala nek feedback in zato čutim to dostikrat kot breme. Okay. Če marsikomu bo zveni nenavadno, ampak res bi raje videla, da bi dobila 5 izdelkov na leto, ampak to ne gre takole. Ja, to je tvoja služba, ne? Ja, se to. Pa si daj testila kak izdelek, pa ti ful res ni bil všeč in si morala to bolj povedati. Seveda, ampak jaz mislim, pa vse tle je ključ v komunikaciji. Ker ne gre, kot sem rekla, jaz ne bom nikoli sprejela izdelek, za katerega vem, da ali je za njim neko hudo zavajajoče oglaševanje, ali vidim, da enostavno ni primeren zame, ali vidim, da res da je previsoka cena glede na kakovost tega izdelka. Se pa seveda zgodi, da mi kakšen izdelek ne ustreza. To je pri kozmetiki klasika. Noben izdelek ne more ustrezati vsem. Ne obstaja. Popoln izdelek za vse ne obstaja. Tako da tudi, ko jaz nekaj sprejmem in mi ne ustreza, to ne pomeni, da jaz pol naročniku povem, to je drag. Jaz pač povem, mi ne ustreza, mi je žal, verjamem, da bo marsikomu ustrezal, jaz se pač ne bom ocenjevala tega izdelka, ker nima smisla, ker se tudi zavedam svoje odgovornosti, ker marsikdo ne bo slišal tega, kar sem zdaj povedala, da meni izdelek ne ustreza, ampak ljudje si to prevedajo, izdelek je slab. Ni okej, ja. Kar ni res. Tam pač se zgodi, da mi nekaj preprosto ne ustreza. Kaj bi pa rekla, da je najbolj podcenjen beauty trik? Mislim, lahko rečem zame, ker recimo pri koži ni trikov.
koža organ, ti ne moreš jo neki trikniti. Ti lahko si namažeš make-up in tle narediš trik. Tako da pa jaz bi rekla, da so triki tisti, ki so uporabni, so pri make-upu. In recimo, zame najbolj uporaben trik je tale, da si nalepim tlele lepilni trak za to in si pol eyeliner rišem, ker je veliko lažje. Ali pa si posenčim in se že naredi taka črta, kot je danes. To je moj najljubši trik. Ostalo pa mogoče, da režemo tube. Tube, v katerih so kozmetični izdelki, če jih prerežemo, ponovadi je na dnu še za ene 5-6 uporab izdelka. Zdaj mislim, da to že ljudje kar vejo, ampak včasih je bilo pa cel kup robe še not. Tako, to dvoje. Pa bi se našlo še kaj. Še to. Ko si namažemo obraz. Ja. Vse, kar ostane, če je kje ostankov kreme na rokah, namažite tle, ker tle je vedno zapostavljeno nekako, pa ne pozabite mazati vrat in dekolte. To je, mislim, trik. To se pogosto pozablja na dele telesa, ki so tudi zelo izpostavljeni, pa jih premalo negujemo. Ok, super, vidiš, sami fajni. Potem če bi še razmišljala, bi še 10, ampak ja. Zdaj se še polotila malo botoksa, filerjev, liftinga. Kje je zate meja in kaj ti je še sprejemljivo oziroma kaj si morda že probala ali pa si želiš probati? Vse sem probala. Ne, jaz nimam omejitev glede tega. Edina omejitev, ki jo jaz tu pravim, je, da mora potreba po taki, moramo se zelo dobro izprašati, zakaj ta potreba in ali je dejansko indikacija za nek poseg. Se pravi, to dostikrat rečem, da ne, če si 22 let star, ne greš na preventivni botoks. To je bedarija. To je popolna bedarija. In da pač to, da še vedno ohranjamo naraven videz, da ostajamo to, kar smo, da ne spreminjamo teh, da ne postajamo taki kot vsi ostali, no? Ker vidimo ta trend neke prvo alienizacije, ker niso naravne oblike obraza več, plus da so vsi enaki. Mislim, lahko rečem, da so to večinoma ženske, ker pri moških ta trend ni tako izrazit, čeprav opažamo tudi v tem spremembe. Tudi bi rekla, da se držimo tega, da ohranjamo svojo unikatnost in seveda se poslužimo posegov, ki nam lahko izboljšajo kakovost življenja, ampak premišljeno. In da se zelo dobro pozanimamo, k komu gremo in da upravimo informiran poseg. In da popolnoma zelo, zelo dobro poznamo potencialne negativne stranske učinke vsake stvari. Se pravi, informirano in po potrebi. Tako da pa je no limits zame. No. Jaz podpiram moderno medicino in kar nam prinaša. Ok, hvala za iskrenost. Kje pa bi rekla, da je meja med neko zdravo skrbjo zase in zasvojenostjo z nekim izboljšanjem in vedno več in več. Se mi zdi, da ko marsikatera punca, ko začne, bi še pol še in snowball efekt. Ja, tako. Zelo težko bi jaz to opredelila, ker pač mislim, da to je zelo tako kompleksno psihološko potem že. Bi pa rekla, da takrat, ko se to prevesi v to, da želimo ugajati ostalim in biti podobni ostalim, da potem to mogoče res ni več v redu. Ali da se zgledujemo preveč po drugih. Spet se vračam na to, da nekako zgubljamo to svojo unikatnost. In ko vidimo, da ni nikoli dovolj. Težko pa bi opredelila zdaj točno, da je prevečkrat iti, 5krat na leto. Pa ti punce pišejo, da je glede tega, mislim tako, da te sprašujejo za nasvete. Me sprašujejo za nasvete okrog tega. Pač mene tudi to področje zelo zanima, imam dober vpogled v to, kaj je na voljo, kaj se dogaja, kakšne so storitve, kakšne so cene, ampak doslej, kar se med sledilkami tiče, recimo še se mi ni zdelo, da bi katera, kar sprašujejo, je zelo validno. Tako, bi rekla, sprašujejo, me za mnenja o posegih neinvazivnih ali bolj invazivnih, torej kirurških posegih pri recimo povešanju obraza z ženske, ki imajo s tem dejansko težave in to zelo vpliva na njihovo samopodobo. Ne sprašujejo me to 25-letnice, no, ali pa
tako, no, se mi zdi, da je neka zdrava mera pri tem, s čimer imam jaz stik. Tako da, pol pa težko bi rekla kot laik, kdaj se dejansko prevesi v problem. No? Ja. Koliko pa so stare poprečno tvoje sledi, koliko je neka poprečna Že starost? dolgo nisem pogledala demografije, mislim, da je največ med 25 pa 34, potem pa med 34 pa 45. Vseeno imam nekoliko starejšo populacijo, kot je splošna publika Instagrama. Aha, ok, imaš. Ja. Okay. Toliko se še spomnim, vedno, pa večkrat dobim to vprašanje in nikoli ne grem pogledati. Moram danes prav pogledati. No. Si javna oseba v beauty svetu. Kdaj si se čutila, da moraš izgledati popolno in da moraš narediti vse perfektno? Ne. A imaš taj čuti, da je pritisk? Ne, ker se mi zdi, da je najboljše takrat, ko si ti. Ko nisi, ko brez make-upa prva stvar zjutraj. Jaz mislim, da se ljudem, če želiš se približati ljudem, je to pravi način, da se približati seveda pravim ljudem. Ne? Nekdo te bo skritiziral, ta beauty influencerka pa kar taka hodi okrog. Ampak to niso pomembna mnenja, to je pač nekdo, ki ima določene frustracije, potem se na tak način sprošča. Ampak v osnovi so dnevi, ko se seveda ne počutim dobro v svoji koži in bom to poskušala tudi prikriti. Pač sej, konec koncev tudi poslušam sebe in svoje počutje, ampak večino časa res nisem nikoli občutila tega pritiska, ker sem vedno dobila zelo dobre povratne informacije, ki sem se pokazala v čisto vseh svojih barvah. Da se vidi, da nisem vedno našminkana, vesela, urejena, popolno oblečena. No. Še eno bolj osebno vprašanje. Veliko žensk se boji, da bodo brez otrok nepopolne. Ti pa si javno povedala, da otrok ne boš imela. Pa me zanima, kdaj si v bistvu začutila, da si zložila, da boš to sploh priznala in če se ti je zdelo to osvobojoče? In če dobiš pogosto ta vprašanja? Ja, drugače to ni bil trenutek, to je bil večletni proces, ki je zajemal ogromno pogovorov s partnerjem in mislim, ni bilo vedno enostavno. Mislim, večkrat sem že povedala, ampak seveda ne tukaj, ampak v osnovi jaz nikoli nisem imela velike želje potem, ampak tudi pa nisem se hotela omejiti, da zdaj pa ne bom imela otrok. Ne? Partner pa je že od samega začetka, zdaj mož, takratni pač partner, da si ne želi otrok. To je bilo zelo fair, da sva se takoj na začetku zveze nekako vedela, na čem sem. Jaz pa morala nekako dozoreti v to odločitev, oziroma težko je iz tega stališča, ker ko si mlad, ne veš, kaj si bo želel čez 5 let ali pa čez 10 let. Tako, to je bilo tisto, kar je bila moja dilema, da jaz ne vem in ker je imeti otroke taka zelo doživljenjska odločitev in ker imaš omejen čas, da jo sprejmeš, je zato težko, ne? Ker pač ni tako, ok, zdaj ne bi imela kolesa, ampak čez 5 let si bom pa lahko kupila kolo, ne? Ja. Veš, je ena izmed takih stvari, karkoli kupiš v življenju, s komerkoli si v zvezi, so to stvari, ki se lahko spremenijo. To, da imaš otroka, zato bolj sem z tega stališča imela ogromno enega razmišljanja. Je pa res, da sem z vsakim letom s to odločitvijo sem jo bolj pozačutila kot pravo. Zdaj pa sploh. Zdaj pa res, pač ne zveni to grdo, da si večino časa si rečemo, hvala Bogu. Ampak ne slabo. Ja, in čisto, in ful, seveda, super, hvala Bogu, da imajo ljudje otroke. Ne? Mislim, moramo zaradi družbe in vsega in tudi rada vidim otroke vse, ampak jaz sem zelo pomirjena s svojo odločitvijo in vesela, da se je tako obneslo. Ampak pred 10 leti nisem vedela. Ker enostavno ne moreš. Kaj pa če res, tako ko pravijo, da te kar naenkrat zagrabi. Nisem vedela, to so mi vse prijateljice razlagale, da pol te pa kar zagrabi. Kaj pa če bo zdaj mene pred 39 zagrabilo, njime. Zdaj pa mislim, da je tudi že prepozno.
Pa obstaja kar si mislila, da boš do tega trenutka, do te starosti v življenju že uredila, pa še vedno delaš na tem? Pa, še ena stvar pri meni je bila ta, da jaz, ko so me ljudje vprašali, kje se vidiš čez 5 let, sem bila vedno, nimam pojma, it's a surprise. Tako da nisem si nikoli predstavljala, kje bom. To nimaš nekih dolgoročnih ciljev pa? Ne. Jaz sem vedno imela cilj, ker sem pač bila precej v mladosti zelo nemirna, zelo tudi anksiozna. Kar sem si jaz vedno želela je, da bi občutila mir. In to je bil edini ta pravi cilj. Seveda, poleg ostalih ciljev, seveda sem si želela, da bi imela svoj dom, streho nad glavo, da bi bila preskrbljena, da bi imela partnerja, ki bi ga imela rada in ima on mene. Te, bom rekla, tako normalne stvari, ampak tudi zato, ker mi bi vse to ponudilo mir. Dom, se pravi pripadnost, ti občutki, s katerimi mirno spiš. In to je bil moj cilj in bi rekla, da z tega stališča sem to dosegla. Mogoče se to odraža tudi na delu, v tem smislu, da tudi ko sem šla na svoje, sem zelo, zelo pazila na to, da sem imela dovolj rezerve, da sem šla v to brez skrbi. Se pravi, da tudi če gre čisto vse narobe, jaz 1 leto ne bom nikomur v breme in bom preživela. Spet vezano na ta občutek miru. In se mi zdi, da že celo življenje iščem ta občutek miru in skozi različne mehanizme ga dosegam. Nisem pa nikoli rekla, ok, do 45. leta se mora zgoditi to in to, ali pa do 50. do 60. Kar si želim na koncu življenja je to, da bi ostala zdrava in imela še vedno tako lep zakon, kot ga imam, in da bi se občutila varno in se pravi mirno. Ja, si to super cilj. Zelo, prvič sem se slišala to povedati. Da tako res, da sem sploh razmišljala o tej smeri. Ker res vedno, ko je prišlo vprašanje, kje se vidiš, kaj bo tvoja kariera, jaz si želim samo, da bi bila srečna, ne? Mogoče še prej, ampak v bistvu pri meni je sreča je enako občutek miru. Ni vezana na materialne dobrine, bolje res na to, na odnose, na dom, na občutek doma. Seveda ni nič narobe z materialnimi dobrinami, da ne bo kakšne pomote, ampak je pa to cherry on the top. V zadnjem času se je tudi malo več začela objavljati glede stvari, glede telovadbe, pa prehrane pa tega, pa se mi zdi, kako pomembno se ti zdi to področje tudi z vidika anti-aginga, pa da je to a je pomembno, da je to res cel komplet potem z nego kože, da so ta področja poštimana. Pa kdaj si se tega mogoče malo bolj začela zavedati? Ja, vse je povezano, saj to vemo. Ne? Spet se vračamo na začetek. Koža je organ. Vse, kar ti delaš s telesom, vpliva na vse tvoje organe, vključno s kožo. Ponovadi je koža sicer zadnja na vrsti za dobre stvari. Tako da absolutno je vse povezano s tem, pa če je vse skupaj kot en puzzle. Ne moreš, seveda se lahko ukvarjaš samo z nego kože in je to super in bo to že dalo dobre rezultate, ampak veliko bolje bo, če bo tvoje telo ustrezno prehranjeno, hidrirano, če bo imelo ustrezna mikrohranila in če bo močno, če bo imelo mišično maso. Se mišica je, to je bilo tako zame, kot nekdo, ker nisem rada telovadila, zelo rada preslišala. Ampak pravijo, da je mišica najbolj pomemben organ dolgoživosti. In s tem se strinjam. Več, ko pogledaš raziskav, več, kot spremljaš vsebine, tudi seveda od ljudi, ki so kompetentni za podajanje mnenj in interpretacije raziskav. Pa še to, glede tega so vsi enotni. Glede tega noben ne reče, ne, to pa škodi, ta pa nima prav. Ne? Ker se vedno najde vedno se najde nek kontrapol, ker trdi, glede mišične mase so zaenkrat, če vsi v redu je, ja, to bo držalo. Tako da vse se prepleta in je smiselno, seveda pa tudi odvisno od naših ciljev. Ne? Jaz včasih pozabim, da mogoče ne želijo vsi dolgoživosti, da ne želijo vsi izgledati mlajši kot so ali imeti mladostno kožo. Ker imajo čisto druge prioritete in to je seveda ok. Ampak iz stališča, če pa ti je anti-aging pomemben, je smiselno ukomponirati vse.
kako je to možno, seveda. Smo ljudje v različnih obdobjih življenja in imamo različne prioritete. Se pravi, če ima zdaj 2 majhna otroka doma, boš težko in dovolj telovadila in ustrezno jedla, ne gre. Spala, Ja. Ampak ko pridejo mogoče obdobja, kjer je to mogoče, da se posvetimo tudi vsem aspektom do boljšega počutja. In je ful dobro, meni je tako fajn zdaj. Tako da sem ful zadovoljna s tem, pa ponosna na se, zato ker je bilo zame ful težko preseči ta svoj couch potato, se pravi couch krompirček, Ja. mentaliteto oziroma tudi počutje. In kako si to naredila? Zelo kompleksno, pa zelo veliko, zelo dolgo je trajalo. Tako je 5 let. Jaz sem pač tip človeka, ki me znanje motivira. Bolj, ko sem informirana o nečem, bolj bom motivirana za spremembe. In v bistvu sem skozi zadnjih 5 let šla čez ogromno izobraževanja, seveda neformalnega, od tega, da sem začela spremljati profile, ki o tem veliko govorijo, do tega, da se družim z ljudmi, ki so aktivni in mi povejo svoje izkušnje, in tudi prijateljice, da me pri tem spodbujajo. Tako da se je moralo dejansko vse poklopiti, da sem počasi zrasla v nove navade. Ker nisem človek, da bi rekel, ok, zdaj bomo pa to spremenili, cak pa vse. Ne gre to pri meni, ker bom šla v kontrasmer, tako sem pa počasi se je zaraslo vame vse skupaj. Te rekla, da je res bilo ključno zame to, da razumem, zakaj je nekaj dobro zame. Potem pa, ko začneš opazati rezultate, je pa itak že to sama po sebi motivacija. Zdaj ne bom pametna, ker lahko da me čez 3 mesece mine. Potrkam. Lahko se to zgodi, ker pač upam, da ne, in mislim, da ne, ker zdaj sem pač vesela, da grem na vadbo. Zdaj sem vesela, da dvignem tiste uteži. Tako sem ponosna nase, da mi ni več tistega občutka, zdaj moram iti na fitness. Ampak je, ok, se mi ne da vedno, bi bila laž, če bi rekla, ampak ne da se mi, ampak grem, če mi bo res hudo, pa se ne bom počutila, bom šla domov, pa itak grem. Ja, bo je fajn. Ne, to je res dober občutek, ta občutek kontrole nad lastnim telesom, izboljšane propriocepcije, boljšega občutka, večje vzdržljivosti. Ker moj mož je zelo športen tip človeka in aktiven, in zdaj se mu lahko pridružim pri določenih aktivnostih in to je nama tudi obogatilo, konec koncev odnos. Tako da zaenkrat so same pozitiv, mislim, prav game changer je to bilo zame. In ta občutek moči v sebi, tako, močna sem. Tudi če me zdaj napade, ga lahko zbijem. Ja, fajn. To je res fajn slišati, ja. Ja. Če ti bi jutri izklopili Instagram, kaj je prva stvar, ki bi naredila in kaj bi najbolj pogrešala? Šla bi na dopust, ker ne bi nič posnela, nič. Pa ful rada to delam, ampak je love-hate relationship. Pogrešala bi interakcijo s sledilci, pogovore, naše pogovore, to, da pomagam, to, da ta občutek koristnosti, da opravljam svoje poslanstvo, to bi zelo pogrešala. Pa za na konec, če bi lahko gledalki, ki se danes počuti nevidno, rekla samo eno stvar, kaj bi rekla? To, da se ženske počutimo nevidno, je kar pogosto, ni nič nenavadnega. Bi pa rekla, da se to izboljša z delom na sebi, s tem, da postaneš bolj samozavestna, močnejša, da se bolje počutiš v svoji koži, da se predvsem ukvarjaš s sabo, ker ko sebe spremeniš, se spremeni tudi svet okrog tebe. To. Pa vem, da je tako kliše, ampak ko se v sebi res utrdiš, narediš največ, kar lahko, se tudi okolica začne drugače odzivati. Bi pa opozorila na to, da ženske smo nevidne. V veliko situacijah v življenju, sploh kar se tiče zdravja žensk, kar zdaj se pač s tem več ukvarjam, perimenopauza, menopauza in pregledanost žensk v različnih raziskavah o dolgoživosti in o zdravju. Tako da je čisto prav, da včasih tudi zarjovemo, ko se počutimo nevidne. Da prideš in poveš, tukaj sem. Super.
Jaz bi zaključila s to lepo mislijo. Hvala za vse odgovore in iskrenost. Hvala za povabilo.